V organizaciji Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva so ga na pot prijateljstva pospremljali adlešiški osnovnošolci, ki so se jim pridružili tamkajšnji tamburaši in člani folklorne skupine iz Hrvaške Velike Gorice. Tako so prepevali adlešiški osnovnošolci in slovenskemu predsedniku, dan prej pa še hrvaškemu izročili brezovo vejico z besedami. To so vejice za srečo in zdravje. Predsednik Tirk se je zahvalil za lepe želje, predvsem pa za sporočilo zelenega Jurija in izpostavil, da stara pomladna obredja izražajo optimizem, dejstvo, da prihaja nov čas in da se življenje izboljšuje. Če pa se še ni izboljšalo, pa upanje, da se bo. In taka so tudi vsakoletna sporočila zelenega Jurija, ki jih gojimo v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Da so ti dobri in da so si ljudje ob meji z državama zelo podobni, so s pesmijo in plesom prikazali spremljevalci zelenega Jurija iz obeh sosednjih držav. Vaše sporočilo je še posebej dragoceno in kot lahko vidimo v zadnjih letih, daje tudi dobre rezultate. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so se izboljšali, marsikaj smo že storili, marsikaj pa še bo. Belokranjski zeleni Jurij s spremstvom je, tako kot vsako leto, obiskal tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je pozdravil njegovo poslanstvo in obdaril jurjaše. Tu se vidi, ko so ljudje z dobro mislijo v srcu, potem pač meja ni. Belokranjski jurjaši in črnomaljska županja so tako Jankovića kot tudi predsednika Tirka povabili, da jim vrneta obisk in se od 20. do 24. junija udeležita 49. jurjevanja v Črnomlju.